Berilo iz knjige preroka Izaija. Jaz sem Gospod tvoj Bog, ki trdno drži tvojo desnico in ti pravi, ne boj se, jaz ti pomagam. Ne boj se, Jakob črviček, Izraelovo krdelce. Jaz ti pomagam, govori Gospod, tvoj odkupitelj je Izraelov sveti. Glej, naredim te za mlatilne sani, za novo mlatilnico z mnogimi zobmi. Mlatil boš gore in jih zdrobil, hribe boš spremenil v pleve. Vejal jih boš, odnese jih veter, razprši jih vihar. Ti pa se boš radoval nad Gospodom, se hvalil z Izraelovim svetim. Bedni, ubogi iščejo vode, pa je ni. Njihov jezik gine od žeje. Jaz, Gospod, jih uslišim, jaz, Izraelov Bog, jih ne zapustim. Na golih gričih odprem reke in studence sredi dolin. Puščavo spremenim v jezero voda in suho zemljo v vrelce vode. V puščavo zasadim cedro, nerod, mirto in oljko. V pustinjo postavim cipreso, brest in jelko hkrati, da bodo videli in uvideli, opazili in razumeli obenem, da je Gospodova roka to storila in Izraelov sveti to naredil. Božja beseda. Usmiljen in milostljiv je Gospod, usmiljen in milostljiv je Gospod. Poveličeval te bom, o Božji moj kralj, slavil bom tvoje ime vekomaj. Dober je Gospod vsem, usmiljen do vseh svojih del. Usmiljen in milostljiv je Gospod. Naj te hvalijo, Gospod, vsa tvoja dela, tvoji sveti naj te slavijo, naj poročajo o slavi tvojega kraljestva, naj govorijo o tvoji moči. Usmiljen in milostljiv je Gospod, da oznanijo človeškim sinovom tvojo moč in slavo tvojega sijajnega kraljestva. Tvoje kraljestvo je kraljestvo vseh vekov, tvoje kraljestvo je za vse rodove. Usmiljen in milostljiv je Gospod. Aleluja. Gospod pride, hitite mu naproti, on je knez miru. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus množicam, resnično povem vam, med rojenimi od žena ni vstal nobeden večji ko Janez Krstnik, kdor pa je najmanjši v nebeškem kraljestvu, je večji od njega. Od dni Janeza Krstnika doslej nebeško kraljestvo trpi silo in silni ga otemajo. Kajti vsi preroki in postava do Janeza so napovedovali in če hočete priznati, on je Elija, ki mora priti. Kdor ima ušesa, naj posluša. Kristusov evangelij. Božja beseda nas danes znova vabi k zaupanju v Boga, ki nam pomaga, ki nam je pripravljen pomagati, ki nas rešuje. Prvo berilo nam spregovori tudi o vodi. V krajih, kjer je puščava ali pogosto suša, je voda tisto zares cenjeno, nekaj, kar je dobrina, ki je zelo cenjena. Zato je obljuba, da bo vode v izobilju,
pravzaprav obljuba dobrih, srečnih časov. Voda prinaša življenje, prinaša tisto, kar je najbolj dragoceno, dela vse rodovitno, prinaša tudi sadove, kot našteva berilo na koncu, rasla bodo vsakovrstna drevesa. Za nas je Božja beseda tako lahko povabilo k hvaležnosti za vse tisto, kar Bog stori za nas, kar Bog stori zame, kar stori za vse tiste sadove, ki jih jaz lahko uživam, ki meni omogočajo življenje, ki mi dajejo življenje. In hvaležni smo lahko tudi za darove večnega življenja. V Evangeliju Jezus spregovori o Janezu kot o največjem izmed človeških sinov, izmed prerokov. Janez ni le napovedoval, kot so ostali preroki, odrešenika, ampak je bil tisti, ki ga je tudi pokazal, pokazal nam je tistega odrešenika, tisto jagnje Božje, ki nam prinaša to večno življenje. Se pravi, je tista živa voda, ki teče v večno življenje, kot pravi Jezus v svojem pogovoru s Samarijanko o vodi. Najmanjši v nebeškem kraljestvu, pravi Jezus v današnjem evangelskem odlomku, je pa večji od Janeza Krstnika, čeprav je bil ta največji, imenovan kot največji med človeškimi sinovi. Jezus s tem želi pokazati na ta velik preskok med staro zavezo in novo zavezo. Če stara zaveza, ki jo prerok Janez, ki jo Janez Krstnik pravzaprav predstavlja in jo dopolnjuje, če ta stara zaveza predstavlja človeško pot, to, kar je človeškega, potem je nova zaveza tisti Božji dar, ki nam je dan, odrešenje, ki ga prejme vsak in je zato kot največji človeški napor še vedno več kot to, ker je več kot vsak človeški napor. Janez, največji med človeškimi sinovi, pa vendar najmanjši v nebeškem kraljestvu kot tisti, ki je že Božji sin, kajti ta živa voda, ki jo daje Kristus, odrešenje, ki nam ga daje, nas naredi za Božje sinove. Zato lahko današnjo Božjo besedo gledamo kot poziv, vabilo k hvaležnosti, da bi bili hvaležni za večno življenje, ki nam je podarjeno in da bi v tej luči sprejeli tudi vsak dar, vse tisto, kar nam je dano kot sadovi tega življenja, ki nam lahko pomagajo na naši poti, se pravi tisto, kar je našega dela, naš trud, kar s človeškimi močmi lahko naredimo, zato da sprejmemo Božji dar, ki nam je dan, živo vodo, ki nas vodi v večno življenje.